Pozdravljeni v #Ema, kjer predstavljamo profile vseh letošnjih tekmovalcev na Emi. Nocoj k meni prihaja Renata Mohorič. Ok, Renata, začenjava s hitrimi vprašanji. Prva stvar, ki ti pade na pamet. Opiši se v 3 besedah. Ok, recimo energična, Ok. kreativna, pa razmišljujoča. Kdo je zmagal na Emi 2015? 2015, zdaj bi mogla iti nazaj. Lani je bila Leja, predlani, kaj je bilo že? Predlani je bil Omar, potem leto nazaj, mislim, da, kje smo že bili, a je bila Manuela? Ja? Ja, čakaj, a smo že tam? A Ja. moramo še eno leto nazaj? Ne? Zdaj pa? Ja. Zdaj pa? Zdaj pa? Tukaj sem za tebe. Here for you, Mareja. Ja, to je bilo takrat, ko smo bili mi, Ja, 2015. ja, ja. Kdo bo je vodil takrat temo? Kdo bo si, ne? Ja, ti si jo vodil. Ja, pa še? Seveda. 3 prelesna dekleta. 3 prelesna dekleta. Darja je bila, Maje se spomnim, Kjevčeve. Ja. Tinkara. Katera je tvoja najljubša evrovizijska pesem? Ja, ogromno jih je bilo, no? Ampak zdaj v zadnjem času mogoče res od Salvadorja Sobrala, ker je bila taka, mislim, Portugalska, ja. pristen in nekako pač izžareva eno tako, ne vem, pomirjenost. Gremo naprej. Balade ali nažiganje? Kaj imaš raje? Iskreno povedano, v baladi se nekako umirim, ne? In takrat lahko dam res vso to svojo emotivnost noter. Pri nažiganju pa tako, ja, ker sem energična, mi je to fajn. Zaradi tega, ker enostavno se mi zdi, da takrat daš ljudem lahko ogromno energije, ne? Če imaš veliko ljudi pod sabo, se pravi, se mi zdi, da smo na koncu si lahko ful zelo zadovoljni. Nuša Derenda ali Darja Švajger? Tako bom rekla, z Darjo sem delala. Ok, se pravi, to je tvoj odgovor. Tako da Nadaljuj stavek. Ema je. Ema je evrovizijska melodija. The best. Kateri je tvoj najljubši sotekmovalec na letošnji Emi? Pol jih sigurno dobro ne poznam, ampak ne vem, rekla bom, najbolj poznam vsaj medijsko Raven, recimo, ona je zelo, zelo zanimiva. Cool. Ok, to so bila hitra vprašanja, zdaj pa nadaljujeva z malček bolj počasnimi vprašanji. Od 10 izvajalcev, ki so letos na Emi, sta 2 povratnici tipa Raven. Zakaj si se odločila letos priti nazaj na Emi? V bistvu je bila neka drugačna, gre za drugačno izkušnjo, ne. Prvič sem se predstavila z bendom, letos se je pač zgodilo neko naključje, poklical me je v bistvu producent, se pravi Goran Šarac, po telefonu mi povedal, da ima en komad, ki bi ga lahko pela neka rockerska pevka, predvidoma, ne. In jaz sem bila seveda presenečena, to ni bilo veliko časa pred rokom, in razmišljaš seveda, ampak potem, ko sem slišala komad, se mi je zdelo tako zelo zanimiv in sem rekla, daj, grem probati nekaj drugega in zato sem se zopet pojavila, ne, v bistvu najprej z bendom, zdaj v neki drugi izkušnji. Kje pa je, kje vas ok jajsi, kaj delajo fanti? Kaj dela fantje? Ja, veliko jih igra tudi po drugih bendih, drugače pa še vedno ustvarjamo skupaj, tudi pripravljamo nekaj novih komadov, tako da se bo slišalo kmalu. Pa v tem stilu, no, kot smo delali v preteklosti, tako da jaz, ko mi čakam, itak so mi odri, se pravi koncertni odri, tisto prvo, tako da se že veselim, no, tudi tega. Kaj pa so ti rekli fanti, ki so zvedeli, da si se prijavila na Emo? Ja. In potem bila sprejeta, seveda? Tako bom rekla, oni so me načeloma vedno podpirali, no, v vseh teh mojih izletih, solo izletih, so me vedno podprli in so vedno hoteli, da je moj izdelek pač kvaliteten, da dobro predstavlja mene, ker na nek način tudi njih, tako da so z mano in držijo pesti. Ok, dajmo se spomniti Ajsov s temle videospotom. Cukr pop. Nekateri bi rekli, da je tudi Ema en tak cukr pop. Kaj ti misliš? Pa ja, na nek način je en šov, sam jaz mislim, da to ljudje rabijo. Ljudje se rabijo pogovarjati, naslednji dan na šihtu debata o tem, zakaj pa ne, ne? Da ti si odlična vokalistka, to vemo. Kaj Hvala drugega lepa. nam še pripravljaš na Emi? Jaz bi rekla nekaj pristnega, eno tako močno zgodbo.
tekst govori o eni zelo, pač seveda ljubezenski je, ampak ne na pač tak, rekla, srčkast, rožičast način, kot smo vajeni, ampak na pač mogoče ta malo bolj temačen način in jaz mislim, da ga bom znala dobro predstaviti v tej luči. No. Zdaj na EMI pa na Eurosongu je zelo pomembna tudi vizualna podoba vsega tega skupaj. Jaz verjamem, da itak je vsako leto malo drugače. Enkrat je Ja, pomp seveda. in džumbus, drugič je nekaj umirjenega, umirjenega, ja. nekaj pač tako. Tako da po mojem ni pravila, ne, zato jaz se zelo zanašam pač na res tisto pristnost in zgodbo, ki bo prišla od mene. No. A lahko zapoješ delček tvoje pesmi? Lahko. Only a day and night and all has turned into shadows, shadows of my dreams. Ok, to pa res lepo zveni. Zdaj mi pa povej, ti imaš socialno mrežo, ne? Ja, imam ja, tako nisem glih najbolj ful aktivna, ampak Si, brez skrbi. se dogaja, se dogaja. No, jaz sem malo preveril tvoj Instagram profil in ne par slik kar rab mal predzgodbe. Recimo, ok, tale ena, ki mi v oči padla. Ja, to je pa moja muca, ime je Minka. In ona v bistvu moja, tako bom rekla, kaj ne rečem, srčica, ona me skozi merka, no? Tako bi po gorensko rekla. Ok, tukaj nekaj ješ čudnega. Ja, pica. Tlele sem šla na en radijski intervju in cel dan nisem nič jedla in pa bila to edina opcija v tistem trenutku, najboljša opcija, da se najem. Zdaj, ali ne maraš pice ali je samo ta pica bila to poglavna? Ne, drugače imam noro rada pico. Ampak Aj, ta je bila pa stala že res za cel dan noč. nekaj. Ja. Ampak to je bilo treba uvekovečiti. Renata, ful, hvala ti za obisk. Hvala Celotno tebi. tvojo pesem pa lahko slišimo 16. februarja na EMI 2019.